Z mano je tukaj zdaj odgovorna urednica, oziroma urednica zbornika. Ja, zbornik. Pazi drama, Ana Perne. In zdaj povedala malo par besed, kako si prišla na idejo, sploh si sama prišla na idejo, da bi to zbornik. V bistvu mi smo vzpostavili sodelovanje v času Pregleda na glas festivala, ki je potekal konec novembra, decembra lani v Cankarjevem domu, in smo povabili zraven študentke oziroma tudi enega študenta, ker na dramaturškem oddelku prevladujejo študentke. Smo jih povabili zraven k sodelovanju in v bistvu vsak od njih je napisal analizo izbranega dramskega besedila izmed tistih, ki so bili predstavljeni v sklopu festivala. Predstavili smo 10 besedil oziroma v sklopu 9 branih uprizoritvah, 9, in pa eno besedilo je bilo prav uprizorjeno v Mestnem gledališču ljubljanskem. Potem so pa poleg analiz pripravili še pogovore z dramatiki, avtorji, in v bistvu zraven sem povabila še absolventko dramaturgije, ki se ukvarja s spletno umetnostjo in je to nekako ne direktno, ampak mogoče se je dalo povezati s projektom, procesualnim projektom, ki poteka v sklopu programa Preglej. In je bil tudi predstavljen v času festivala. Kaj pa za naprej, še kakšno sodelovanje? Ja, jaz upam, da smo študente vsaj toliko spodbudili, glede na to, da v Pregleju sodelujejo tudi nekateri bivši študenti AGRFT-ja, tudi sama sem bivša študentka dramaturgije, umetniška vodja Pregleja, Simona Semenič je prav tako bivša študentka dramaturgije, tako da jaz upam, da smo jih pritegnili, da bojo še sodelovali. Zdaj o nadaljnjem sodelovanju se nadejam, da bo še prišlo do česa podobnega, oziroma predvsem upam, da se bo recimo ta zbirka, ki jo je odprla pričujoča knjiga na pobudo akademije, da se bo vzpostavila in da bo bila zelo močno prisotna v tem prostoru. Bi lahko to v bistvu postala nekako letna zadeva? Ja, zastavljeno je tako, da bo recimo ta knjižna zbirka, Premene se imenuje, da bo v bistvu vsakič, zdaj ne vem, kako bo izhajala, na koliko časa, ampak dejansko naj bi zajemala te dramaturške razprave. Koliko bo recimo vezane na program Preglej, verjetno tukaj ne moramo zdaj pričakovati, tudi ni namen, da bi bilo zdaj samo to zajeto noter. Ampak morda, da bo v kakšni prihodnosti tudi prišlo še do česa podobnega. Vsekakor je pomembno, da v bistvu se je s tem nekako razširil ta prostor tudi za pisavo o drami in ne samo za dramatiko, kar je tudi z našega vidika pomembno, da se recimo o dramah piše, da se tudi recimo na tak način afirmirajo tako dramatike kot ljudje, ki se z dramatiko ukvarjajo. Ok, najlepša hvala in veliko sreče še naprej. Ja, hvala.